Pozdravljeni. Danes je z nami gospod dr. Jožef Magdič. Glede na to, da bomo še kar nekaj časa živeli v času koronavirusa, nas zanima, kaj bi svetovali bolnikom z multiplo sklerozo. Je mogoče karkoli storiti, da bomo v prihodnje bolj pripravljeni na take situacije? Mogoče prehranski dodatki, kakšne diete za dvig imunskega sistema ali mogoče kakšne druge metode? Verjetno bo res se treba navaditi na to, da bo možnost okužbe s koronavirusom ali pa s COVID-19, s to vrsto koronavirusa trajala dlje časa. Mislim, da tisto, kar smo se zdaj naučili ali pa spoznali iz tega prvega vala epidemije, je verjetno res to, da pri bolnikih, ki so najbolj ogroženi, zdaj recimo v tem prvem valu se je seveda izkazalo, da so to predvsem starejši, z več kroničnimi boleznimi, ampak pravim, nenazadnje tudi pri določenih bolnikih z multiplo sklerozo bomo bolj pozorni, kaj to pomeni. Še vedno veljajo najbolj osnovni ukrepi. To je seveda higiena rok, se pravi izolacija, kontaktna izolacija, to razkuževanje ali pa tudi uporaba mask naj bi res za nekoga, ki je podvržen okužbam, lahko bilo tudi trajno. Seveda, zdaj izogibanje množicam, zaprtim prostorom z velikim številom ljudi, tega trenutno seveda takšnih predikov še vedno ni, ampak bodoče zagotovo spet bodo. Ampak nekdo, ki ima imunski sistem oslabljen, in to so predvsem bolniki na recimo potentnejših zdravilih, vsem ne sodijo injekcijska, kot so interferon pa Copaxone, ta so sprejemljiva, se pravi ne zavirajo zelo imunskega sistema, tudi ostala peroralna zdravila, kot sta Tecfidera in Aubagio, tudi ta zdravila bi načeloma naj ne toliko vplivala na imunski sistem. Spet pa je treba poudariti, in to nas ta pandemija samo še opozarja, da so vsa ta zdravila varna, če jih varno uporabljamo. To pomeni, da predpisane kontrole, to pomeni pravilno kontrole krvi, jih izvajamo pri teh, da govorimo tudi o Tecfidera, pa Aubagio, pa Fingolimod, zagotovo. Vsa ta zdravila so varna, če jih uporabljamo varno, to pomeni, da imamo nadzor, da recimo ne pride do upada limfocitov, to, kar se najbolj bojimo, takrat postane v bistvu bolnik manj odporen na okužbo. Skratka, če je zdravljenje dobro nadzorovano in poteka po pričakovanjih, torej brez neželenih učinkov, kot je predvsem limfopenija, takrat so ta zdravljenja, kolikor vemo, varna, lahko tudi v podaljšanem obdobju, se pravi, vemo, da vsaka okužba, recimo, da se še vedno lahko malo primerja koronavirus z ostalimi prehladnimi obolenji, če ta potekajo blažje, ni neke nevarnosti, se pravi, se tudi imunomodulatoorno zdravljenje lahko jemlje naprej, če pa je okužba težja, se pravi težje potekajoča okužba, kar bi v tem primeru pomenilo tudi pljučnica, takrat pa bo verjetno to zdravljenje potrebno prekiniti. Za ostala zdravila, potentnejša, kamor sodijo pa torej biološka, recimo izjema je natalizumab. Ta je dovoljen, zato ker ne vpliva na sam imunski sistem, ampak bolj na prehod limfocitov v možgane, se pravi, to zdravilo je tudi v obdobju pandemije načeloma varno, vemo in smo ga tudi zdaj uporabljali in ga dajali, se pravi, tudi prišlo v poštev v nadaljevanju te pandemije ali pa ko se bo tveganje za okužbe zmanjšalo. Medtem ko za okrelizumab pa alemtuzumab, to sta dve najbolj recimo zdravili, ki na začetku zelo lahko vplivata na imunski sistem, podobno tudi kladribin, na začetku lahko imunski sistem, se pravi, to je Mavenclad, na začetku lahko imunski sistem zelo zniža odpornost, se zniža odpornost na začetku zdravljenja s temi zdravili. Pri teh zdravilih bomo pa seveda pozorni, da bolnik ne bo imel nekih simptomov, znakov in da po tistem, ko ga dobi, da ostane nekaj časa potencialno v izolaciji, se pravi, da se izogiba stikom spet množicam,
tveganju za okužbo in še enkrat več bomo ponavljali toliko, kot mogoče smo že malo pozabili, higiena rok je vedno na prvem mestu, se pravi higiena, zato da se dejansko zmanjša tveganje okužbe. No.